Konferenca je seveda namenjena v prvi vrsti vam, učiteljem slovenskih osnovnih, srednjih šol, bodočim učiteljem, torej študentom različnih pedagoških študijskih smeri, pa tudi vsem ostalim zainteresiranim deležnikom vzgojno-izobraževalnih zavodov. Kot verjetno veste, poteka konferenca v soorganizaciji dveh projektnih partnerjev, in sicer Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem ter vodilnega partnerja projekta Društva Sončni grič. Gre za društvo za trajnostno kulturo bivanja, ki organizira delavnice, konference in različne dogodke v neokrnjeni naravi, nekaj pa tudi v obnovljeni 200 let stari istrski hiši, kjer so v prakso nekako upeljali različne trajnostne rešitve. Drugi partner, kjer smo danes mi, Pedagoška fakulteta, pa od leta 2003 deluje pod okriljem Univerze na Primorskem. Njen cilj je usposabljanje vzgojiteljev, učiteljev ter drugih delavcev v vrtcih, šolah ter drugih izobraževalnih zavodih. Imamo trenutno 5 programov na osnovnih študijih, torej na prvi stopnji študija, letos kar 6 programov na magistrskih študijih in pa 2 doktorska študijska programa. A dovolj čisto na kratko o partnerjih, bolj pomembno je, da vam predstavim projekt Učilnica za življenje, v okviru katerega je organizirana današnja konferenca. Projekt Učilnica za življenje je osnovan na krajšem eksperimentu, pilotnem usposabljanju za učitelje z imenom Podnebno mentorstvo, financiranje do strani podnebne inovacijske iniciative Evropske unije. Tako sam eksperiment, kot tudi projekt Učilnica za življenje, ki ga danes financira Evropska pobuda za podnebje, EUKI je kratica, sta plod večletnega dela z učitelji in zaključnega diplomskega dela specializacije okoljske izobraževalke Maje Vrčon. Poleg resnične potrebe po usposabljanju, ki jo je projekt naslovil, in iskanju nekih rešitev za upeljavo ekosocialnih vsebin k pouku, je Svet Evropske unije 16. junija 2022 kot naročeno sprejel priporočilo o učenju za zeleni prehod in trajnostni razvoj. Takratna nova strateška usmeritev poudarja ključno vlogo izobraževanja in usposabljanja pri zelenem prehodu. To je bil takrat še en razlog več za zagon projekta in dela z učitelji slovenskih osnovnih in srednjih šol. Učilnica za življenje naslavlja veliko večino obravnavanih točk priporočila, kot na primer spodbujanje učnih metod in pristopov, ki temeljijo na sodelovanju, so izkustveni in praktično usmerjeni in ustrezajo lokalnim razmeram in tradicijam, ter po drugi strani podpirajo tudi izobraževalce in jih omogočajo, da učence pripravljajo na zeleni prehod in trajnostni razvoj. Tako je vodilni partner projekta, torej Društvo Sončni grič, v okviru le-tega zasnoval in izvedel usposabljanje učiteljev, povezano z razumevanjem sistemov, ogrodij in metodami usmerjanja učenja ter vključevanjem ekosocialnih vsebin skozi vse te pristope. Skupaj z učitelji slovenskih osnovnih in srednjih šol so razvili različne učne scenarije, ki bodo postali del priročnika za učitelje. Z nami, Univerza na Primorskem oziroma Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, so organizirali 2 konferenci, danes smo ravno odprani na drugi, za širšo skupnost učiteljev sta te konferenci, izdali pa bodo tudi znanstveno monografijo, v kateri bodo pojasnjeni rezultati projekta, različni postopki in uporabljeni viri. Pedagoška fakulteta bo kasneje vse nastale učne scenarije in gradiva vključila tudi v poučevanje predmetov z področja okoljskih ved. Prav o omenjenih zadevah bomo sicer danes govorili tudi na našem srečanju. Zato si najprej skupaj pogledamo, kaj nas v nadaljevanju dneva sploh čaka. Najprej nas bo s predavanjem Filozofija za otroke in okoljska etika počastil izredni profesor dr. Tomaž Bušovnik. Ob 10. sledi predavanje dr. Dejana Meha Saviča z naslovom Brez pravičnosti podnebne krize ne bomo rešili. Po kratkem odmoru za malico bomo ob 11:30 nadaljevali z okroglo mizo z naslovom Vključevanje trajnosti in podnebne pismenosti v izobraževalni sistem, ki jo bo moderirala docentka dr. Nastja Cotič. Po okrogli mizi si bomo povrnili moči na kosilu, na koncu pa se zbrani še na 6 različnih delavnicah. Ima v tem trenutku morda kdo od vas kakršnokoli vprašanje? Pa prosim bi vas, ne vsi naenkrat, ker ne sliši. Če ne, pa besedo predajam profesorici, doktorici Tini Štenberger, prorektorici za študijske zadeve Univerze na Primorskem ter prodekanje za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, ki vas bo pozdravila v imenu organizatorjev konference. Prosim.
cenjeni organizatorji, dragi gostje, udeleženci. Približno leto nazaj sem ravno tako pozdravljala na tej konferenciji in sem zelo vesela, da se je ta dogodek letos ponovno zgodi oziroma se dogaja. Torej, jaz vas toplo pozdravljam tako v svojem imenu, kot tudi v imenu naše rektorice, profesorice doktorice Klavdije Kutnar, tukaj pri nas na naši univerzi na Primorskem. Mi se letos zelo radi pohvalimo, da je naša univerza postala tudi mednarodno polnoletna, praznovali smo namreč 21 let svojega obstoja. In ob tem se zelo radi seveda pošalimo, da to pomeni, da smo še vedno mladostno razigrani, radovedni, hkrati pa smo si pridobili že zelo veliko izkušenj in si drznemo premikati meje mogoče malce bolj. No, prej je Matija povedal, da imamo 5 dodiplomskih študijskih programov, pa 6 podiplomskih, torej magistrskih študijskih programov tukaj pri nas na pedagoški fakulteti. In v povezavi s to konferenco se mi zdi izjemno pomembno povedati, da je ravno 14 dni nazaj vrhovni organ univerze, se pravi senat, sprejel pomembne spremembe teh študijskih programov, kar pomeni, da bomo zdaj sistematično skrbeli za to, da bodo naši študenti razvijali kompetence za trajnostni razvoj. To je zelo pomembno, kajti ko jih razvijajo naši študenti, potem to prenesejo seveda tudi v vzgojno-izobraževalno prakso in torej so kompetentni za to, da opolnomočijo tudi učence, dijake in otroke v vrtcih. Mi izvajamo seveda tudi številne projekte, nacionalne, mednarodne, aplikativne, razvojne in tudi danes je bilo že omenjeno, kar nekaj pa še bo verjetno, pa tudi včeraj je bilo, o skrbi za zeleni, trajnostni in digitalni prehod. To naša univerza zelo dobro uresničuje, tako v okviru projekta GRDI, kot tudi v okviru mednarodne univerze, torej Transform for Europe. Tam smo se tudi zavezali k sodelovanju, in sodelovanje je po mojem ena taka lepa zgodba, ki se dogaja med društvom Sončni grič in pa Univerzo na Primorskem, pedagoško fakulteto, ki, kot vemo, danes rezultira tudi v drugi mednarodni konferenci. Konference so vedno priložnost za diskusije, za izmenjavo mnenj, za iskanje novih idej. Tako da jaz vam danes želim eno, in sem prepričana, da bo zelo uspešna konferenca, kjer se bodo pojavila nova vprašanja, nove ideje, kajti to je tisto, kar je gonilo napredka in to je tisto, kar nas konec koncev pripelje tudi k osrednji temi današnje konference, torej pravičnosti. Torej vsi mi, vsak izmed nas, vsak posameznik in vsi mi kot družba si moramo prizadevati torej za to, da bomo sooblikovali oziroma da bomo kreatorji trajnostne družbe, ki bo tudi pravična. Hvala lepa, srečno in uspešno delo. Doktor Štemberger, najlepša hvala še enkrat. Nekaj minut nas sicer še loči do 9. ure, ampak če je doktor Grušovnik že tu, predlagam, da gremo kar na prvo predavanje, če se strinjate. Kot rečeno, izvedel ga bo izredni profesor dr. Tomaž Grušovnik, ki je sicer predavatelj oziroma izredni profesor in višji znanstveni svetnik na naši pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Ukvarja se s filozofijo edukacije, etiko živali in okoljsko etiko. Do zdaj je izdal 2 slovenski monografiji z naslovom Odtenki zelene in etika živali, ter uredil in souredil več zbornikov iz svojih raziskovalnih področij, med katerimi je morda najpomembnejši ta z naslovom Boulders and Debouldering. Bil je tudi Fulbrightov štipendist na Univerzi v Novi Mehiki, gostujoči profesor na Centru za razvoj in okolje na Univerzi v Oslu na Norveškem. Prejel je tudi nagradi Glasnik znanosti znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem in svečano listino za mladega visokošolskega učitelja na pedagoški fakulteti iste univerze. Od leta 2016 je podpredsednik Slovenske komisije za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, od leta 2018 pa predsednik Slovenskega filozofskega društva. Je tudi redni kolumnist na spletnem portalu Ljud literatura in pri časopisu Večer ob nedeljah. Doktor Grušovnik, izvolite. Hvala lepa. Pozdravljeni. Hvala za predstavitev, Matija. Zdaj mogoče samo vi moramo urediti, da bom imel PowerPoint. In takole.
Dobro, no, pa začnimo potem malenkost prej, kot smo načrtovali. Hvala Bogu, mogoče prej potem tudi končamo, ko gremo prej jesti, srečanje. Moje predavanje nosi naslov Filozofija za otroke in filozofija za otroke in okoljska etika. Zdaj, zakaj sem izbral ta naslov, zakaj filozofija za otroke in zakaj potem okoljska etika. Okoljska etika seveda zaradi teme konference, ker se ukvarjamo z vprašanjem okoljskega izobraževanja, lahko bi to tudi izobraževanje za okoljsko etiko ali pa sustainability education ali pač vsako izobraževanje, ki je povezano z osveščanjem glede stanja okolja in potem seveda tudi k spreminjanju naših navad, njihovem preoblikovanju v bolj trajnostno, tudi našem preoblikovanju našega življenjskega stila v bolj trajnostnega. No, filozofija za otroke pa ne zaradi tega, ker bi bil to nek poseben izobraževalni program, katerega bi želel promovirati, pač pa zaradi tega, ker je filozofija za otroke lastna nek splošen pedagoški pristop, ki ga lahko uporabimo marsikje in ki, kot bomo skušali pokazati, je centralen tudi za sodobne koncepcije trajnostnega izobraževanja oziroma izobraževanja za okoljsko etiko. Dobro, to se bomo preskočili, pa gremo kar k osnovni ideji predavanja. Zdaj, prva točka je tale, moralna vzgoja. Kamor lahko pravzaprav uvrščamo tudi okoljsko vzgojo, vzgojo za okoljsko etiko. Zakaj? Zaradi tega, ker seveda je človekov odnos do okolja, sploh če govorimo o pravičnosti, kar bo kolega Savič potem govoril na nadaljevanju, takoj že v kontekstu etike. Takoj, ko govorimo o človekovem odnosu do okolja, o pravičnosti, pravzaprav govorimo o moralnih odnosih. Bodisi so to moralni odnosi med ljudmi, bodisi so to moralni odnosi med človekom in okoljem, seveda okolje lahko razdelimo, potem med živalmi, rastlinami, tudi neživim okoljem in tako naprej. Zaradi tega se najprej postavljamo pri vprašanju, kaj je sploh moralna vzgoja oziroma kaj so sodobne koncepcije moralne vzgoje. In tukaj je zelo pomembna ena temeljna razlika med tem, kar je moralna vzgoja bila včasih in kar želi biti po drugi strani sodobna moralna vzgoja. Zdaj, ta sodobna moralna vzgoja, seveda sodobna predvsem danes, je pa že pravzaprav Emile Durkheim imel podobno kritiko, kot kritiko tradicionalne moralne vzgoje. Emile Durkheim pa veste vsi, da je sociolog iz 19. stoletja. Tako da sodobna, ni zdaj to čisto neka najnovejša ugotovitev, ki vam jaz tu predajam, je neka ideja, ki je v zraku že 150-200 let, vendar pa je to idejo izkaže se relativno težko pravzaprav uresničiti oziroma zmerom znova se moramo na njo spomniti. To je tako malo podobno kot tole, veste, na študenta ali pa na dijaka, na učenca osredinjen pristop, se zdi, kot da je nekaj novega, kot da smo to pogruntali pred včerajšnjem. Dragi moji, to ni nič drugega kot Sokrat. Sokrat 430-420 pred našim štetjem je imel kaj, je nič drugega kot na sogovornika osredinjen pristop. Osnovna ideja Sokrata je ta, da se do spoznanja ne moreš priviti drugače kot na ta način, da si kot učenec aktiven. In naloga učitelja seveda nikakor ni prenos znanja, pač pa kaj? Skupno iskanje resnice oziroma skupno iskanje spoznanja skupaj s svojim učencem. Tako da, gledajte, to je ideja, ki je stara 2400 let, ne 15. Očitno torej, problem ni v tem, da je ne uveljavimo zaradi tega, ker ne bi imeli pojma, kakšno je pravilno ali pa najbolj učinkovito izobraževanje, ampak so mogoče težave tudi kje drugje. Tako da ta sodobna zdaj ne pomeni nekaj, kar smo se spomnili včeraj, pač pa neka tendenca, neka želja, kar nekako vemo, mogoče slutimo, želimo pa to pravzaprav še resničiti in se moramo nenehno tega pravzaprav spominjati. No, ta osnovna razlika med koncepcijami moralne vzgoje nekoč in pa danes je pravzaprav sledeča.
Moralna vzgoja je bila nekoč preprosto kaj? Indoktrinacija v nek obstoječ sistem vrednot. Kaj to pomeni? To pomeni, da si preprosto ljudi naučil, delaj to in to in to, ne delaj tega in tega in tega. Ko greš k maši, se obleči tako in tako, ko ti nekdo umre, si v črnem, ko se zgodi, skratka, navodilo, počni to in to. Skratka, indoktrinacija, nek slep prenos vrednot. Zdaj, tak sistem, recimo zanimivo je, če berete prvo takšno smiselno zapisano besedilo, ki je ne zahodne civilizacije, ampak nasploh na svetu, staro približno 4000 nekaj let. Zanimivo je, da to zapisano besedilo opisuje šolski dan enega sumerskega dečka, kar po drugi strani ni presenetljivo, ker logično, da v šoli so se učili pisati in logično je, da so potem zapisali to, kar se jim je vsak dan dogajalo. Ne? Ampak zanimivo je tole, da prvi praktično zapisan dokument človeštva, ki ga imamo najstarejši, govori o šolskem dnevu, ki je na nek način precej podoben. Našemu otrok gre v šolo, potem postane lačen, mama mu je pripravila zajtrk, oziroma neko južno poje. Ampak kar je zanimivo je to, da je v sumerski šoli čista indoktrinacija. Učitelj pove, za palico pove, večkrat je tepen otrok, pove, kar se mora otrok naučiti, otrok se to nauči in potem je celo tako, tale je celo malo taka triki stvar, učitelj fejst pretepa otroka, zato da potem otrok prosi očeta naj učitelja povabi na prestižno večerjo in ko povabi učitelja na večerjo, potem ta mali naredi šolo. Malo problematična praksa, ampak vidimo idejo. Skratka, indoktrinacija v nek obstoječ sistem vrednot. In to je značilnost za sužnje lastniške družbe, za cesarstva, feudalizem, teokracije, monarhične ureditve. Zakaj? Zaradi tega, ker takrat imamo pač neko avtoriteto in moramo početi tako, kot nam je rečeno. No, danes sodobna moralna vzgoja pa ni to. Ne gre za to, da bi predajali vrednote, naredi to in to, razmišljaj tako in tako, ampak želi biti nekaj drugega. Želi biti kaj? Želi biti pravzaprav vzgoja za kritično mišljenje o etiki. Ni dovolj, da mi zgolj posredujemo učencem vrednote, naredi to plastika v rumeno kanto, steklo v belo, papir v odvisno, ki si modro ali rdečo. To ni dovolj. Pomembno je, da začnemo razmišljati o okoljskih problemih. Torej, vzgoja za okoljsko etiko je pravzaprav vzgoja za kritično mišljenje o okoljski etiki. In seveda nek ideal, ki ga imamo, je ta, da ne želimo poslušnih, konformističnih ljudi, tako kot včasih, ampak želimo pravzaprav ljudi, ki bodo avtonomni, ki bodo samostojni in ki bodo tudi hkrati odgovorni. To je bistvo liberalnih, demokratičnih družb, v katerih živimo. Da smo mi sami nosilci, če želite, tega napredka ali pa družbenih sprememb. Ne pa da samo pohlevno, poslušno prenašamo, kar nam je rečeno. Zdaj, zakaj? Zakaj je to tudi še mogoče toliko bolj nujno danes? Zaradi tega, ker konec koncev, gledajte, mi živimo v spremenljivem svetu. In karkoli fiksnega predajamo naprej, se tudi zelo hitro spreminja. Torej, na nek način je napačno vzgajati za fiksna znanja, fiksne vednosti. Veliko bolj na mestu je vzgajati človeka, ki se bo znal sam avtonomno odločiti in premisliti svoje odločitve vezane na svoj vsakokratni kontekst. No, in zaradi tega, če se vrnem na začetek, govorim o filozofiji za otroke in okoljski etiki. Zaradi tega, kako bomo videli v nadaljevanju, so ravno metode filozofije za otroke te, ki nam pomagajo pri, če želite, ne bom rekel vzgoji, ampak bom rekel pri formiranju, oblikovanju samostojnih, torej avtonomnih, samostojnih in tudi odgovornih ljudi. Zdaj, mogoče ena točka še glede kritičnega mišljenja. Tukaj je tudi takole. Kritično mišljenje je praktično nekaj, kar že vrabci čivkajo, razmišljaj kritično. Vsi razmišljajo kritično, tudi oni, ki ne verjamejo, da COVID obstaja, razmišljajo kritično, ker se ne pustijo pretentati zlobnim teoretikom zarote.
Kritično mišljenje je pravzaprav kot samo zašlo malo v krizo in treba ga je natančneje definirati, kaj sploh je kritično mišljenje. Kritično mišljenje, gledajte, definitivno ni neko kritizerstvo, s katerim kritiziraš kar vse povprek. Pač pa, mogoče so to, kar je nanizano, neke osnovni elementi kritičnega mišljenja. Prva točka pri kritičnem mišljenju je to, da začneš ti razmišljati o svojem mišljenju samem. Da se vprašaš, zakaj tako razmišljaš, kaj so razlogi. Recimo, če imamo nek problem, ne razmišljamo, jaz dam tale problem. Ne? Danes tudi, ko govorimo o umetni inteligenci, digitalizaciji in tako naprej, ne, se pogosto zdi, da je kritično mišljenje kaj? Reševanje problemov. Ne? Vzamemo primer. Dostavljalec pice. Kako dostaviti pico, recimo iz Žusterne v center Kopra, ne, iz točke A v točko B do točke B, in zdi se, ja, kritično mišljenje je to, da premisliš, ne, kje je najkrajša pot, kje so enosmerni, odmisliš, potem upoštevaš semaforje, če jih je kaj, pa mislim, da jih ni od Žusterne, da sem lahko manj prideš pred, da bi šel čez semafor. Skratka, to je kritično mišljenje. Ne, dragi moji, to ni kritično mišljenje. Če bi to bilo kritično mišljenje, potem sploh ne rabim človeka, imam telefon, ki bi v bistvu preračunal najkrajšo pot. Kritično mišljenje bi bilo tole, da se vprašam, čakaj malo, zakaj sploh rabim pico, če sem naročil pico? Kakšni so pogoji, znotraj katerih je sploh možna dostava hitre hrane? Kaj to pomeni mogoče za okolje, a ne, da imamo tak način prehranjevanja, kot ga imamo? Skratka, preopraševanje celotnega konteksta, znotraj katerega se problem, recimo, dostave hitre hrane sploh pojavi. To bi bilo kritično mišljenje. Ne? Skratka, razmišljanje o vlastnih predpostavkah. Potem iskanje razlogov za trditve, kadar nekaj povem, zakaj to povem. In pa seveda na koncu tudi ocena oziroma evalvacija tega, ali je nekaj dobro, ali je mogoče slabše. In seveda vedno, kadar imamo evalvacijo, se moramo vprašati, kaj je merilo, glede na katerega evalviramo. Ali so to ekonomska merila, ali so moralna merila, če so moralna merila, kakšna merila imamo. Ne? V etiki imamo več meril. Ne? Eno je pravičnost, drugo je dobro, ne? Imamo različne vrste etike, recimo. Ne? Tako da, ampak tudi to potem šteje kot kritično mišljenje. Ne? Skratka, kritično mišljenje moramo razumeti v nekem specifičnem smislu, ne kar kot kritiziranje, ne, vsega povprek. Ja, mogoče je tu pri tem, no, mogoče se potem še vrhu še nazaj k tem točkam povezanim z kritičnim mišljenjem. Dobro, maliko se je prestavil tale PowerPoint, mogoče, ko sem ga po mailu poslal, pa je pihalo, malo zamaknilo. Ne, skratka, kaj lahko zdaj iz tega izpeljemo za vzgojo za okoljsko etiko? Prva točka vzgoja za okoljsko etiko naj ne bo zgolj učenje, kam vleče kakšen odpadek, to, ko sem rekel prej, ali recimo prigovarjanje česa ne kupiti, ne, pač pa naj bo več od tega. Ne nas spodbujate razmišljanje o trajnostnem ravnanju, ne, tudi poznavanju okolja in človekovega mesta v njem. Ne. Torej, naj bo v prvi vrsti neko kritično mišljenje in refleksija o okoljskih problemih. Zdaj, recimo, te evropski okvir kompetenc za trajnostnost mi je všeč, ker prepoznava pravzaprav to kompleksnost in ena točka v njem ima tako različne cilje, različne potem tudi kompetence in ena izmed njih je sistemsko mišljenje, ki je opisano kot ideja, da učimo učence pristopati k problemom trajnosti iz nekega celovitega vidika. Tako kot sem prej opisoval to dostavljanje hrane. Ne da reče samo, z biciklom je boljše kot z avtom, zato ker je manj izpušnih plinov, ampak da celovito pristopiš k temu vprašanju, konec koncev, da se vprašaš tudi, kakšni so pogoji delavca za dela, kakšni so pogoji dela za delavce, ki razvažajo recimo hrano. Kaj to pomeni mogoče za lokalne pridelovalce hrane, ne? Če naročujem hrano. Skratka, do problema pristopaš kompleksno. Ne, z nekega holističnega oziroma celovitega vidika. In zato je sistemsko mišljenje res ključnega pomena pri tudi seveda ključna kompetenca, ki jo želimo negovati znotraj okoljskega izobraževanja. Dobra vzgoja za okoljsko etiko, ne, učitelji in vzgojitelji
prva točka, zdaj je tudi takole, veste, ne gre samo za to, da bi mi kadar ena točka, ki jo boste videli pri filozofiji za otroke in ki jo je treba res vzeti smrtno za res, je ta, da se jaz kot profesor, kot predavatelj, kot učitelj, vi kot učitelji, kot vzgojitelji, kot delavci vzgoje in izobraževanju, enako učite kot vaši učenci. In nihče ni pametnejši. Niste pametnejši, ne veste več od otrok. Vsi smo talentirani približno podobno. Otroci celo imajo določene prednosti, to kažejo tudi eni zelo zanimivi kognitivni eksperimenti, Alison Gopnik, razvojne psihologinje iz Berkeleyja, da so otroci boljši od odraslih takrat, kadar je potrebno postaviti malo verjetne hipoteze za razlago pojavov, recimo. Vzeti je treba svoje učence za res. Treba je njihovo mišljenje, njihove odgovore je potrebno skupaj premišljevati. In torej ni tako, da smo mi tisti, ki posedujemo to kritičnost, kritično mišljenje in bomo ga zdaj predali svojim učencem, pač pa je to nekaj, kar moramo negovati skupaj. To je neka naloga, do katere se moramo skupaj, kot skupina, kot učeča se skupnost prebiti. In to pomeni, da je seveda prvi vrsti moramo tudi mi svoje lastne prakse nenehno evalvirati. In to sem hotel prej povedati pri kritičnem mišljenju. A veste, ljudje dostikrat uporabijo kritično mišljenje, to smo se ravno pogovarjali predvčerajšnjem z enim gospodom, tudi se ukvarjal z okoljskim izobraževanjem iz Finske. Kritično mišljenje uporabijo zato, da z njim potrdijo svoje pristranskosti. Že vnaprej misliš nekaj, recimo, da je klimatske spremembe, da so to itak en nateg, ki se ga je nekdo zmislil za to, da bi nam prodal neka električna vozila in potem najdeš razloge, da to svoje prepričanje potrdiš. To ravno ni kritično mišljenje. In to se nam velikokrat zgodi, velikokrat, kadar imamo, želimo ustvariti neko vzdušje kritičnega mišljenja, na koncu pristanemo samo pri tem, da pravzaprav potrjujemo to, kar že mislimo in sploh ne spremenimo svojega stališča, pač pa se s našim globlje zabetoniramo. Tako da vedeti moramo, da tudi mi moramo nenehno sami sebe pod kritiko postavljati. In zdaj, zato piše tukaj, dobro premislimo svoje izobraževalne prakse. Mi smo na nje dostikrat navezani, smo kakšno stvar iznašli, imaš neko tehniko učno, pa lepo, bom rekel, izrazil pali, užge, deluje, ljudje so motivirani in tako, ampak treba je premisliti, kaj z njo dejansko dosegamo. En tak moj primer, recimo, je izdelovanje različnih izdelkov iz odpadne embalaže. Dostikrat je to res primer okoljske dejavnosti za okoljsko vzgojo. Učimo se, odpadki so mogoče problem, zato moramo z njih nekaj narediti, pa naredimo recimo ene takšne igračke. Ampak dajmo mogoče poskusiti kritično evalvirati predpostavke take dejavnosti. Pa se vprašamo, kaj mogoče taka dejavnost pravzaprav sporoča otrokom. Možno je, da jim sporoča, glej, z odpadki ni nič narobe, ker lahko z njih narediš take fine igračke. Torej, nič ni narobe, če ustvarjaš odpadke, ker jih itak lahko potem nekje porabimo naprej. Torej, je vse v redu, pravzaprav. Odpadke lahko delamo, Dostikrat celo, tako ko se pogovarjam z študenti, priznajo, da so šli kupiti embalažo za to, da so lahko iz odpadkov izdelovali stvari, A veste, treba je premisliti, kaj točno res želimo doseči za svojimi. Kaj je ta lep strokovni termin, strokovni pojem prikriti kurikulum. Kaj so tiste vrednote, ki jih mogoče mi čisto nevede hkrati posredujemo učencem. In tukaj se bojim, da je pri takih dejavnosti prikrita ideja točno ta, nič ni narobe z odpadki, itak jih lahko porabimo. In na to se veže celotna ta ideja o sežigalnicah in tako naprej. Saj ni problem, če proizvedemo odpadke, itak jih potem lahko sežgemo, pa iz tega dobimo še toploto. Vemo pa, da pravzaprav bi bilo, da bi se izogibati plastični embalaži, če je embalaža, ne bo pač biorazgraditi in tako naprej. Torej, veliko boljše, ko da delamo takšne dejavnosti, bi bilo to, da pravzaprav mogoče naredimo igrače z kakšnih naravnih materialov, čeprav tudi tam je lahko ena težava, katero bom kmalu imel. Tako da,
Ena tematika, tudi s katero se jaz ukvarjam, je sledeča. Nisem mislil o tem govoriti, ampak malo več časa, pravzaprav bom to tudi omenil, je sledeča. Ne? Vidi se, da osnovni problem okoljskega izobraževanja, tudi osveščanja glede okoljskih problemov, pazite, niso informacije. Problem ni v tem, da ljudje ne bi vedeli, kako problematično je to, kar počnemo z okoljem. Kdo tega danes ne ve, mi povete? Če so pa informacije o tem, niti en klik od tebe, ne? Vse ti cel čas govorijo, dvig toliko in toliko stopinje, neobhodeni, ne? Skratka, problem ni v informiranosti, problem je v hoteni nevednosti. Mi ne želimo slišati za te informacije. Zakaj ne? Je zaradi tega, ker takoj, ko slišiš te stvari, začneš razmišljati, ne, čakaj malo, ne, če sem doma ob morju, če bo tak dvig morske gladine, kaj mi bo hišo poplavilo, čakaj malo, jaz rad hodim na počitnice, ne, z letalom, to pomeni, da sem slab človek, ker prispevam potratno k izpustu ogljikovega dioksida, posledično klimatskim spremembam. Rad imam avto mi nekaj pomeni, a je to potem problematično, zaradi tega, ker avtomobili tudi prispevajo, ne, k dvigu CO2. Težava je v tem, da mi takoj ne povežemo te novice s tem, kako živimo in začnemo razmišljati, ne, če želimo karkoli narediti, moramo pa res radikalno spremeniti svoj način življenja. In ker je to razmišljanje naporno, je veliko lažje, pazite, zanikati informacije oziroma se jih izogniti, kot pa dejansko začeti spreminjati način življenja. Ne, o tem nam govori znana, znamenita, res fantastična teorija, socialno-psihološka Leona Festingerja, imenovana kognitivna disonanca. Ne. Kognitivna disonanca nam pove, da takrat, kadar imaš konfliktne informacije, ne, jih poskušal te konfliktne informacije razrešiti, zdaj pa kaj? Seveda razrešil boš na tak način, kaj je najlažje. In bistveno lažje je zanikati informacije oziroma spremeniti svoje prepričanja, kot pa način življenja. Vidim, da je eno vprašanje, prosim. Ja. Z učenci v družinah, ki prihajajo z naprimer socialno ogroženih družin, znajo biti ta stvar zelo občutljiva. Demo pomisliti, na primer, nekoga, ki malo če je ta kriminalista, preživlja s tem celo družino, tako da ste pozadnji kakšni zaključki, mogoče malo pozorni. Kaj se pa vam zdi, da je zaključek? Mislim, to, kar ste zdaj, da treba spremeniti svoj življenjski stil. Nekdo ima možnost, nekdo nima. Ravno o tem govorim, ne? Ravno o tem govorim, da življenjski slog je zelo težko spremeniti, ne? Zaradi tega, ker je težko ga spremeniti, smo potem ni v konfliktu z informacijami, ki prihajajo in potem seveda na nek način nimamo druge izbire, kot da začnemo se otepati teh informacij, ne? Hvala lepa za to vprašanje, je zelo pomembno, ker važno je, da ne razumemo tega v obsojajočem smislu. A ne? Tako, ne? A veste, ne smemo ljudi obsojati. In ravno to je hkrati poanta, ki jo želim posredovati, tako da res hvala. No? Ja, dosti krat potem pomislimo, da smo slabi, ne? Ampak ne, poglejte, marsikdo nima možnosti spremeniti življenje, tudi če vzamemo hitro prehrano. Nekateri ljudje so cel dan v službi, nimajo možnosti, da bi zdaj, nimajo niti budžeta, da bi lahko kupovali lokalno, trajnostno in tako naprej. Ne? Ampak težava, ki je tukaj na delu, je potem ta, da spontano začnemo potem zanikati informacije o stanju okolja. In zato, gledajte, zadeve na področju okolja niso enostavne, važno je, da se zavedamo njihove kompleksnosti in da začnemo te, bom rekel, vozle problematiko na nek premišljen način razreševati. Hkrati pa se moramo zavedati, da ti mehanizmi seveda operirajo na tem področju. Ne? Recimo to, o čem sem govoril, imenujemo v teoriji value action gap, se pravi razmik med tem, kar so tvoje vrednote in tem, kako ti ravnaš. Ne? No, tako da to je recimo še en tak primer. Ne? Skratka,
kot rečeno, ne, pri okoljski vzgoji moramo postopati z nekim sistemskim mišljenjem na kompleksen način. Dobro, pa zdaj, ti odpadki, a veste, veliko lažje je misliti, saj za odpadki lahko nekaj naredimo, kot pa se soočiti s tem, da so velik problem, da je mikroplastika velik problem in da zgolj z sežigalnicami ni načina, kako bomo z reciklažo rešili problem odpadkov. Ampak takšne dejavnosti nam pa mogoče ravno, vidite, se nekako vklapljajo v to naše spontano razmišljanje, če najdemo nek način, bomo lahko z odpadke že v miru opravili. Skratka, težava je v tem, da določene, čeprav se nam zdijo prav okoljske dejavnosti, pravzaprav počnejo kaj, nekako se v to naše zamikanje na lep način usedejo in nam dajo misliti, da smo problem rešili, pri čemer ga v resnici poglabljamo. Zdaj, vem, da so vprašanja na koncu, ampak ko je že bilo eno vmes, se mi zdi, da dobro poživi po tem predavanju. Se mi zdi, da ta ideja kognitivne disonance, da gre za eno naravnavo v nas, kot da bi nas naša vlastna psihologija čuvala, da se počutimo dovolj dobro. Ker če se počutimo preveč slabo, je to hitro vodi v samouničevalno pot, recimo. To je nek naš obrambni mehanizem, da dobro funkcioniramo. In se mi zdi, da en podoben obrambni mehanizem obstaja pri kritičnem mišljenju. Kritično mišljenje deluje kot potratno. Namesto, da spraviš nekaj od točke A do točke B, kar je Google Maps zadeva, kritično mišljenje zahteva, da preoprašaš vse. In v tem smislu zahteva nek prestiž miselni. In se mi zdi, da naša psihologija nas pa spet spodbuja k temu, ne bodimo potratni, mi moramo od jutra do večera iti skozi dan, ne moramo s tako potratnostjo. In potem se postavlja vprašanje, kdaj potem aplicirati kritično mišljenje zavestno, torej zavestno vstopimo v en potratni postopek in potem gremo nazaj v neko logistično mišljenje vsakdanjega mišljenja. Ja, mislim, to je absolutno, to drži. Celo tako bom rekel, kritično mišljenje je, poveva čisto preprosto, nevarno. Nevarno v tem smislu, ker preoprašuje naša vsakdanja prepričanja in nas izpostavlja. Mi pa, tako kot si rekel, naša psihologija deluje na ta način, da se radi počutimo dobro, ne radi preveč preoprašujemo različne prakse. Zdaj, to je seveda, to ima neko zelo dobro funkcijo, kako mislimo, mi ne bi mogli živeti v svetu, ker bi nenehno, mislim, če imaš to težavo, da se nenehno preoprašuješ, pa jaz sem zničen, res sem slab, kaj vse sem narobe naredil, potem moraš v resnici že neko pomoč dobiti, da sploh lahko živiš. Skratka, psihologija, to imenujemo v psihologiji self-esteem, ta visoka samopodoba. To, da ti vzdržuješ neko visoko samopodobo, je pravzaprav nujno na nek način za tvoje preživetje. Težava pa je tudi takrat, težava pa tu seveda tudi nastopi, kadar ti to visoko samopodobo vzdržuješ takrat, kadar delaš zelo problematične stvari. Takrat nastopi ta problem in ta konflikt. In takrat pa moramo, to je ena izmed zame odličnih trditev velikega nizozemskega teoretika in filozofa vzgoje, Gerta Biste, izobraževanje vzgoje je vedno tveganje. S tem, ko mi preoprašujemo stvari, vedno tvegamo in tega se ne smemo ustrašiti. Ne smemo se ustrašiti tega, da presprašujemo sami sebe, da pustimo možnost govoriti ljudem. Če bi se jaz recimo zdaj ustrašil tega vprašanja od kolegice, bi lahko takoj in bi že naprej se tako pripravil, da ne bo nobenih neprijetnih vprašanj si mi tja, mogoče bi se vsi lepo počutili, si zaploskali vprašanje, pa kaj se bi naučili. Zdaj se pa skupaj učimo in izmenjujemo ideje. Ampak iz tega prostora, ki je hkrati tudi tvegan, se ne bi ničesar naučili, to pravi Bista. In zato pravi, odprimo šolski prostor, da si bo drzno iti tja, kamor, kjer se mora vklopiti refleksija in kritično mišljenje. In mislim, da se to lepo povezuje s tem, kar si rekel, da se zdi kritično mišljenje pa potratno in odvečno, ravno zato, ker pravzaprav v določenih trenutkih seveda je nelagodno, da tako rečemo. Dobro, še eno tako prakso problematično, ki se mi zdi problematično, sem izpostavil,
In to je tale, ne, vidite, ko so živali v živalskih vrtovih kar del igrač. In čeprav se to mogoče na nek način zdi didaktično, da se otroci tukaj pa nekaj naučijo o živalih, je seveda težava ta, da po drugi strani, kaj to sporoča otrokom? Ja, da so živali tukaj za igro, da so na voljo za igranje. Živali so kot neke igračke. Torej čisto instrumentalizira naravo. Pred kratkim sem bil na enem področju Natura 2000, kjer so v bistvu naredili neko vodno zabavišče, kar je po mojem mnenju problematično, dobro. Zraven so pa postavili takšne didaktična igrala. Ampak tista didaktična igrala so že vsa preraščena in potem je moja punca rekla tole, rekla, čakaj malo, kaj pravzaprav sporočajo ta igrala otrokom? Da je narava tukaj zato, da se lahko oni v njej igrajo. Ne vem, vidite, ne vem, če je to je spet ta prikriti kurikulum. Sporočamo, gledaj, narava je tukaj zato, da se lahko v njej igraš. Ne vem, če je to prava informacija, ki jo želimo podati bodočim generacijam. Ker sporoča, narava je tukaj, da streže tvojim željam, tvojim potrebam. Ampak ravno ta logika, instrumentalizacija narave nas je pripeljala v okoljsko situacijo, v kateri smo. Tako da, seveda je prav, da skušamo olajšati, narediti izobraževanje v naravi zanimivo, ampak hkrati moramo s tem paziti, da ne dajemo občutka, da je narava tukaj zato, da jo seveda uporabljamo, kakor nam je ljubo in drago. Mogoče dam en primer, ki se mi pa zdi pa res dober primer tega, kaj lahko naredimo z naravo v smislu učenja. Ta dober primer se mi pa zdi Škocjanski zatok. Tisti, ki ste bili v Škocjanskem zatoku, veste, da je okrog lepa sprehajalna pot. Okrog te sprehajalne poti imamo potem take linice, skozi katere lahko opazujemo živali. Živali so tam prosto živeče. In opazovalec dobi občutek, tukaj mora biti pa tiho, tam noter je nekaj zanimivega, kar se dogaja, jaz na nek način ne sodim tja noter med te živali, ki jih bom sem zmotil. Če sem pa tukaj, pa jih lepo opazujem, pa bom videl, kako v naravi živijo. To se mi pa zdi pa fantastičen primer, kako lahko izobražujemo v okolju. Se pravi, nek spoštljiv odnos do narave in ni naše mesto to, da bomo tekali tam med ptiči in jih podili naokrog in se igrali in se vozili po toboganih, ampak to, da se pravzaprav mogoče naučimo kaj o naravi. Lahko gremo med tisti, na enem delu so le takšen majhen ribnik in potem lahko gremo po eni taki, ne vem, ali to ne pomog, ena taka ni liste. Pomog skoraj tak in potem dol opazujemo recimo žabe, ne da bi jih s tem motivi. Skratka, so takšne prakse, takšne okoljske dejavnosti, s katerimi mislim, da dejansko sporočamo to premišljevanje in tudi negujemo neko spoštovanje do okolja. Kakšne druge pa, kot rečeno, moramo premisliti. Dobro, zdaj prehajamo na filozofijo za otroke. Zdaj, filozofija za otroke je pravzaprav en izobraževalni program. Obstaja tudi formalno, obstaja kot izbiren predmet, to je učbenik za, mislim, da za 8. razred. Obstaja kot izobraževalni predmet v osnovnih šolah, 7., 8., 9. razred in sicer kot obvezni izbirni predmet na približno 40 šolah v Sloveniji se izvaja. Če bo koga zanimalo kaj več, to je knjižica Filozofija za otroke, ima res obilico različnih idej za kako didaktično zastaviti uro in jo izpeljati, da bo v skladu z temi načeli filozofije za otroke in kritičnega mišljenja. Pripravil sem vam pa tudi QR kodo, ki jo lahko skenirate in ki vas pelje na učilnico Društva za razvoj humanistike, kjer imate različna besedila posvečena filozofiji za otroke in tudi različne dejavnosti, primere dejavnosti. Večinoma za osnovno šolo se pa najdejo tudi za vrtec. Dobro, zdaj njen začetek sega v 70. leta. Matthew Lipman je bil ameriški profesor filozofije in je pač predaval na faksu in je nekaj opazil. Opazil je, da če začneš s filozofijo takrat, ko so ljudje že na faksu, it's a little bit too late, je na nek način že prepozno.
Zaradi tega, ker se ljudje že odvadimo razmišljati. Navadimo se razmišljati po določenih tirnicah in takrat postane za nas izjemno težko pravzaprav preopraševati svoje lastne stališča. In opazil je, da to gre otrokom pravzaprav bolje kot odraslih. Zaradi tega je rekel, poskusimo s filozofijo prej, poskusimo v osnovni šoli, no, potem so pa premaknili filozofijo za otroke tudi še v zgodnejša obdobja in sicer lahko rečemo drugo starostno obdobje v vrtec. Skratka, to je bila osnovna ideja filozofije za otroke, tudi še druge, čisto take družbene dogodke, takrat veste, da je bila Vietnamska vojna in tako naprej, hladna vojna in Lippmann se je spraševal, čakajte, kako je mogoče, da smo komaj išli iz druge svetovne vojne, iz tako velike morije, zdaj pa gremo še v eno novo svetovno vojno, kako je to mogoče? Se mu je zdelo, da mogoče premalo razmišljamo in da je treba pravzaprav kritično mišljenje negovati že od mladih let naprej. Dobro, zdaj filozofija za otroke ima nekaj ciljev, zapisal sem vam jih zato, da je lahko mogoče domače, da bo to zanimalo, da začneje pogledate. Gre pa za to, kaj so osnovni cilji. Glejte, pri filozofiji za otroke ni point v tem, da bi se na otroci nekaj naučili o Platonu, kdaj se je rodil, ali pa Descartes, kaj je rekel, ali pa mogoče kaj je mislil kam. Ampak pravzaprav sploh ne gre za posedovanje nobene filozofske vsebine, ampak zakaj? Zato, da se naučimo argumentirano misliti in argumentirano in ustvarjalno razmišljati. Bistvena stvar tukaj je tale. Kadar nekaj poveš, ni dovolj, da to poveš, ampak da zraven poveš tudi, zakaj tako misliš. To je neka stvar, ki jaz tudi z študenti zmerno počnem. Kadar nekdo, kaj pa ti misliš, potem nekdo pove, ampak to, kar poveš, je še premalo. Potrebno je navesti razlog, zakaj tako razmišljaš. In zato nas pri kritičnem mišljenju ne zanima to, kaj ljudje mislijo, kot bolj to, kako razmišljajo, kako so do tega, kar mislijo, prišli. Skratka, da znajo navajati razloge za svoje prepričanje. In to je res zanimivo, ko gledam te potem zapise iz vrtcev, je neverjetno, koliko je to pravzaprav stvar tudi enega čistega treninga. In vidiš, da če imajo otroci priložnost za takšne dejavnosti, če so vzgojiteljice naklonjene pogovorom z njimi, če jih sprašujejo, če jim dajo priložnost za to, da pojasnjujejo svoje ideje, so, pazite, 5 od 6 let stari otroci boljši od odraslih pri navajanju razlogov, zakaj tako mislijo. Nekateri cele klobase povejo, ja, to je tako zaradi, recimo, evo, en primer vam, da se ga spomnim. Smo delali nekaj o deljenju, razdeljevanju stvari in potem je bilo vprašanje vzgojiteljice, mislim, da je bil 4 leta star deček, no, komu bi pa ti raje dal čips, svojemu prijatelju ali neznancu? In različno rečejo otroci, ne rečejo vsi prijatelji, mar si kdo reče, ja, tudi neznanco. No in ta fantek je pa rekel tole, tako je odgovoril. Ja, jaz bi pa dal čips neznancu zaradi tega, ker moj prijatelj tako ali tako že ima mene, neznanec pa mogoče nima nikoga, ki bi mu dal čips, zato je boljše, če dam njemu čips. A veste, to je bil 4-leten otrok, in potem sem jaz rekel, čakaj malo, ta mali me je pa nekaj naučil, ker jaz sem do zdaj mislil vedno dati friendu čips, V bistvu ima on prav, prijatelju lahko vedno pomagam, medtem ko za neznanca pa ne vem, da koga, ki mu bo pomagal, No in takšnih primerov je nebroj. Zato vam pravim, prva predpostavka je ta, otroci so enako pametni kot mi, oziroma še bolj, nihče ni bolj pameten, nihče ni manj pameten, odprimo prostor razmišljanja, začnemo se pogovarjati o stvari, sprašujmo se in dobro se poslušajmo. To je tudi en zelo pomemben nauk pri filozofiji. Pazite, kaj je razlika med retoriko in filozofijo? Retorika vas bo naučila, kako govoriti, kako povedati svoje mnenje, nekaj bo tudi argumentacije, da boste vi znali v svoje mnenje utemeljiti, ampak basta, to je to. Filozofija pa vas bo naučila tudi poslušati drugega, kar je bistveno v pedagoškem procesu, tako za učitelja, kot tudi otroka bo naučila, da mora drugega poslušati, če se želi z njim pogovarjati. Sam še eno tako vključujem vodo, ampak eno tako smetko pripravljeno učenje. 4,5 stara punčka rekla,
Lidija, pa zakaj si vi komplicirate, pa vi ste sodelavci, pa zakaj si ne štamplate en drugmu, pa on je res prvo različni. Rekla, pa vi si morate pomagati, si ste prijateljce, da se je pa Klara, to tako ne gre. Zakaj? Rekla, tukaj date na poličko, ta prva, ko pride, pa ta zadnja, ka gre. Pa zdaj, ni slišal. Ona zna razmišljati. No in gledajte, zdaj tukaj je zelo pomembno tole, zelo pomembna je vaša reakcija. Ne? Vaša reakcija je bila ta, da ste prepoznali genialnost otrokovega odgovora, čeprav je bil napačen. A veste, in to še ena težava, ki jo imamo v pedagogiki, je ta, da želimo prave odgovore. Pravi odgovori so zelo problematični. Zakaj? Zaradi tega, ker velikokrat se genialnost skriva v napačnih odgovorih. Ne? Samo moraš razumeti, kje je njihova genialnost. Ne? Še en tak primer enega tudi dečka, ko je bilo vprašanje, ali se lahko čas ustavi, je rekel ja, kdaj se lahko čas ustavi, pa je rekel takrat, kada nisem ko na pauzo in grem ljulati. In pomislite, v bistvu je genialen odgovor. Ampak če imamo pa mi ideje, kaj je prav, kaj morajo nujno znati, potem enostavno take odgovore spregledamo kot v bistvu genialne odgovore in pazite posledico, tako kot ste rekli, tega ni mogli slišati. To je bila posledica samostojnega premisleka. Tudi če je rezultat napačen, vseeno je bilo, zakaj je rezultat napačen? Rezultat je napačen zaradi česa. Zakaj se je deklica zmotila? Zarasti, kriteriji, načela. Materija ne Predpostavko je imela napačno. Manjkal je en podatek in to je ta, da kartica ni prenosljiva. Ta podatek je manjkal. Če bi imela ta podatek, ne bi se da prišlo do tega. Ampak vidite, če pa date ta podatek v stran, je pa v bistvu razmišljanje genialno. In celo neko socialno noto pravzaprav, tudi socialno je naravnano, zato, ko pravi, zakaj si ne pomagamo med sabo. Rekel sem, skratka, tudi učenje poslušanja, tudi učenje pogovarjanja je bistveno, pri filozofiji, zdaj pravim filozofija za otroke, pa razumete, da to ni filozofija v resnici, v resnici je nek pristop, splošen pedagoški pristop, ki je univerzalno uporaben, ne samo pri filozofiji. In učenje pogovarjanja, kot rečeno, zajema to, da povem, zakaj nekaj mislim, hkrati, da drugega poslušam in še ena zelo pomembna stvar, da se znam kulturno ne strinjati. Če se z nekom ne strinjam, rečem, v redu, ti misliš tako, jaz mislim tako, jaz razumem tvoje razloge, moje razloge so ti v redu, še vedno sva lahko prijatelja, živiva naprej skupaj, imamo pač tukaj mogoče drugačne prepričanja. In to je bistveno, ne pa, da se med sabo mečemo stvari, blatimo in uporabljamo nekakšen besednjak v pogovarjanju. Torej in negovanje 4C, kaj to pomeni? C pomeni critical creative thinking, se pravi kritično in ustvarjalno, ampak tudi zelo pomembna točka sodelovalno in skrbno mišljenje. Glejte, eno so debate, recimo, in debate so zelo dobra učna tehnika, dva tabora sta, zagovarja vsak svojo tezo in se ljudem je to velikokrat zelo všeč. Ampak problem debate je v tem, da je tekmovalna. In marsikdo v tej tekmovalnosti ne želi sodelovati. Ideja filozofije je direktno nasprotna temu. Ne gre za tekmovanje, ampak za sodelovanje. Vsi smo na isti ladji, različni smo, poskušamo razmišljati skupaj, tako da nam je mar drug za drugega in tako da skupaj pridemo do rešitev. Dobro, cilj pa ni, pomembno je povedati to, kaj ni cilj, ni prenos znanja, ne gre za to, da bi se naučili, kot se rekel, kaj je mislil Platon o pravičnosti ali pa kaj pomeni cogito ergo sum pri Descartesu, ne gre za to, da prenašamo kakršnokoli znanje, pač pa za tiste cilje, ki sem jih naredil in vloga učitelja je zelo pomembna. Učitelj ni posredovalec znanja, je moderator, ki, pazite, najvsebinsko ne bi posegal v debato. To je ideja. Ideja tebe kot učitelja je, da ni v tem, da bi ti povedal, kakšne so stvari.
čeprav te zelo mika, ne? Zelo rad govoriš kot učitelj, rad bi povedal, joj, pa tako in tako je. V resnici ne, moraš zbrati pogum, da si tiho in da pustiš, da čim več govorijo in razmišljajo učenci. Zdaj, če te neposredno vprašajo, seveda lahko veš, kaj si misliš, ampak moraš paziti, da tvoje razmišljanje ne determinira preveč mišljenja, tudi preveč ne sugerira mišljenja učencev, ker potem postane vse skupaj tak predvsem monotono. Potem ni v redu sugerirati, kaj so pravilni, kaj so napačni odgovori, držimo rdečo nit razprave, spodbujamo vse, da sodelujejo, to je zelo pomembno, to vedno poudarim, ker to pomeni tudi to, veste, da one, ki preveč sodelujejo, prosimo, da poslušajo, ne? Ni naloga samo to, da ti vse motiviraš k govorjenju. Problem v tem, da 2 ali 3 govorijo preveč, let's be honest. Torej, umetnost je v tem, kako te povabiti, ko smo rekli, cilj filozofije ni samo govorjenje, ampak tudi poslušanje, da ti tudi prisluhnejo drugi. Tako da pomembna točka. In tudi tole celo, bolj take progresivne metode celo učencem pustijo, da sami izberejo tematiko, o kateri se govorijo. Ne vem, če dam primer mogoče okoljskega izobraževanja, mogoče imaš na voljo kopno, zrak, morje, pa se potem učenci sami odločijo, kaj bomo danes obravnavali. Primer, recimo. Tako da, zakaj je to pomembno? Zakaj je pomembno, da učenci sodelujejo pri izbiri tematike? Ne samo zaradi tega, da jih motiviramo. Ena stvar je gotovo ta, da se počutijo vključene v ta proces, ampak tudi zato, da začnemo prevzemati odgovornost za pedagoški proces in njegovo vsebino. Ker seveda, pomislimo, če učiteljnega vloga ni ta, da posreduje znanje, ampak ta, da modelira skupino, potem je uspeh ure pedagoškega procesa odvisen od tega, kako udeleženci sodelujejo. In na ta način se že otroci učijo prevzemati odgovornost za skupnost in za to, kar skupaj ustvarjajo. Torej, ta del sploh ne zajema samo tega, da se ti počutiš tako vključenega, ampak kaj? Tudi te navaja na sprejemanje odgovornosti, da si ti soodgovoren za pedagoški proces. Tako kot na faksu. Študenti so seveda soodgovorni. Jaz jim rečem, gledajte, če bo ura bedna, it's your fault as much as it is zato, ker je na vas, da sodelujete, sprašujete in tako naprej. Skratka, učimo se tega medsebojne odgovornosti za skupno stvar. Je pa res, ne vem, koga že dolgočasim s temi svojimi idejami, je pa res, da je potem tu vprašanje, veste, kaj je ponavadi tu težava? Težava je, kje je potem avtoriteta učitelja, ker imamo različne pojme avtoritete in ta standardni pojem avtoritete, zdaj ne protiča, to reče apostolska avtoriteta je ta, jaz vse vem, ti si učenec in meni da avtoriteto znanje, učitelju daje avtoriteto znanje. Not anymore, darlings, nijem nič več, odkar imamo pametne telefone, kaj boš ti taki največ ve? Zdaj, ko sem jaz bil v šoli, je bilo tako, mene so zelo zanimali živali in sem pač vedel več stvari o živali kot učiteljice. In zdaj, če ti svojo avtoriteto zastaviš na znanju, na faktografskem znanju, si v resnici že izgubil. In potem se dosti krat, ta napetost, naš občutek, da moraš svoje avtoriteto uveljavljati, se veliko krat potem v konflikt prenese v razredu. Rabimo neko drugo obliko, tako vam bom besedo, drugo obliko avtoritete in ta druga oblika avtoritete imenujemo dialoška avtoriteta. Se pravi, učitelj ima avtoriteto zato, ker je dober moderator skupnosti, ker je pravičen, ker da vsakomu priložnost, ker je inkluziven, ker vsakoga vključi. Tudi seveda zato, ker zna, ne moremo reči, da učitelj ne rabi nič vedeti, seveda pa še vedno neko znanje, ampak mogoče znanje, kako priti do znanja, ne pa faktografsko znanje. Prosim. En primer bi rad povedal, jaz sem kar nekaj časa delal z vrtci in eno vzgojitve Saksena je bila nekaj posebnega. Otroci so bili iz razsutih družin, ampak kar ne je bil mir. In radost in veselje. In sem rekel, Ksenija, zdaj se vadeva mi, da vse, kako ti to narediš? Res jih imam rada.
In iz tega izhaja tudi vse to, da jih je videla, da jih je znala poslušati, ampak preprosto jih je imela rada in ona uživala. Ne samo ona, še sosednje dve igralce ste se ne vzeli tega. Ne. Ampak to je taka redkost, ne, ker nas prevzame nas ta zunanji svet, kaj vse mora biti, kako mora biti. Zdaj se v bistvu to vrača. Ne. Starše želijo šole in srednje šole, v eni srednji šoli, ki je moja hčerka, je ravnatelj prepovedal staršem vstop v šolo. Ker hočejo avtoriteto, hočejo nazaj vrniti učiteljem tisto staro, kar je bilo. Ne. Ampak hotel sem to reči, ne, da avtoriteta je sočutje. Sočutje je za moje pojme glavni vir avtoritete, da jaz čutim sebe, čutim druge in potem tudi otroci čutijo, pa dijaki čutijo, da jih čutiš, da jih vidiš, da jih zaznavaš v njihovem svetu, ki je tudi moj svet, ki ga jaz mogoče več ne vidim. In to je bil ta ključni del. Ne. Sprav, jaz ne posredujem to, kar ste rekel, ne posredujem nekih svojih vidikov, ki so mogoče preveč mentalni, ne otroci pa. Recimo, tudi učenje čuječnosti je za mene problematično v otroke. Ne? Učiti čuječnosti, ker pa oni že vidijo. Mogoče en del seveda je tudi fajn, ampak oni vidijo metulčka, oni slišijo, oni vidijo stvari drugače, kot jih mi vidimo. Če gledamo otroka 1 leto starega, recimo iz Božička, kako to on gleda. Ne, oni to že znajo, ne, sem to potegniti naprej, ali pa prepoznati to, videti to in potem otrok, ko ti prepoznaš, ko ti to vidiš, ampak to je tako težko, ne, ker smo usmerjeni nekem drugem, ko prepoznaš, ko vidiš to, on zraste in samo to prepoznanje jim že da, je že učenje. Ne, prepoznanje tega, da on vidi, da ve, da razmišlja, da vidi širše, ni treba nič reči, ni treba nič samo prepoznanje, ne. To je zame avtoriteta. Ne, ja, mislim, da je ključno sporočilo tudi je to, avtoriteta je zmerom podeljena. Ne? Najboljši učitelj je seveda tisti, ki mu učenci sami radi prisluhnejo. Ne tisti, ne, ki go zabičal, zdaj pa morate posluhniti. Jaz vas zdaj mogoče vas tak ne vem, na kakšen način prisiliti, da boste mene poslušali. Mogoče boste pač tiho sedeli in bom jaz tukaj govoril in ne boste motili. Ne? Ampak a bo to zares vaše poslušanje meni? A bom res imel avtoriteto v vaših očeh? Avtoriteta je zmerom podeljena. Ne? Takrat, kadar ti nekomu podeliš učitelju avtoriteto. Ne? No in za takšen pedagoški setting rabiš drug pojem avtoritete. Avtoriteta mora biti utemeljena na nečem drugem, ne na znanju, ne na tej prisili, ampak na sočutju, moderaciji, skupnosti. Je pa to sploh za učitelje, začetnike relativno težko. Zato, ker se še ne znajdeš, še ne znaš, dostikrat se počutiš na nasprotnih bregovih, nek antagonizem čutiš in to velikokrat potem lahko preraste tako konflikt in v uteljevanje tega stare avtoritete utemeljene na moči. Temu se moramo naučiti zobiti. Dobro, za konec znam še 2 primera dejavnosti. Zdaj, veliko sem govoril o teh splošnih pedagoških pristopih, manj o neposrednih okoljskem izobraževanju, ampak 2 primera, da vam pokažem, kako vseeno, kaj jaz recimo počnem, tako odstopom okoljskega izobraževanja. Ena dejavnost je tale, udeleženci dobijo na trake razrezane, pa se ne zmisel, da bi to mi dejansko danes počeli ali ne, pa sem potem mislil, da vam samo pokažem dejavnosti, da vam mogoče v debati predebatiramo. No in to predebatiramo, kako bi to kaj naredil, če bi bil v tej dejavnosti vključen. Prva dejavnost je ta, udeleženci skupine so 5 do 7 in potem dobijo na trakce narezane ravnanja. Recimo oditi na počitnice z letalom, metanje žvečine gumne na cesto, vreči plastično embalažo med organske odpadke, kupiti oblačila, ki jih ne potrebuješ, poreči proče užitno hrano, vožnjo zmešati kolesa po gozdu izven označene steze, pa dolgotrajno igranje računalniških igric na namiznem računalniku. In naloga skupine je, da razvrstijo te trakce od najbolj problematičnega do najbolj nedolžnega. In seveda, kaj se zgodi, pogovarjajo se, argumentirajo, počnejo to, kar želimo, iščejo razloge, zakaj je nekaj problematično.
Da bi ugotovili, kaj je problematično, morajo imeti neka merila, kaj je tisto, na podlagi česa sodimo nekaj, da je problematično ali ni. In point je v tem, da ni pravega vrstnega reda. Ne? Ali ste ni tako, da vi ste naredili prav, ne, vi pa narobe. Možne so različne kombinacije. Važno je to, da se ljudje o tem pogovarjajo, da iščejo argumente. Velikokrat se v skupini ne strinjajo. Pa eni, kaj mislite, kaj dajo največkrat ljudje na vrt tako, od tega? Plastiko, letala, ja, večji proč žitno hrano, to dajo velikokrat na vrt. Je pa to, eni pa reče, ne, jaz se pa s tem ne strinjam, jaz pa mislim, da je z letalom na počitnice najtežje. Ne, potem se pač dva recimo ne strinjata. Ne. Ni nič narobe, če se ne strinjata, če se ne strinjata na kulturen način in če veste, zakaj se ne strinjata. Ne? No, potem primer druge dejavnosti, drevo ima srce, je ena zgodbica, kdo mogoče pozna zgodbico Drevo ima srce. Nam boste jo nakratko obnovili? Ne? Zakaj ne? Pa moram jaz. To boste pa vi povedali, če bom povedal vredo ali ne velja. Skratka, je en otrok in je eno drevo. In ta otrok zahaja skozi k temu drevesu in ko je majhen, se igrata skupaj z drevesom in tako potem pa otrok počasi raste. Ne? In pride dreveso in reče, joj, drevo, jaz rabim cash. In drevo reče, ja, denarja pa nimam. Ne? Imam pa jabolka, lahko ti pa dam jabolka, vzami moje jabolka, prodaj jih in si lahko je kupiš, ja, daj mi jabolka. In gre fant za jabolki in ga potem dolgo časa ni nazaj. Pa pride spet, pa je že tako odraslo. Pa reče, oj, drevo, vpraša, ja, super, ne, si prišel nazaj, se bova igrala. Pa on reče, ne da se mi igrati, jaz v bistvu rabim hišo. Ne, rabim hišo, imam ženo, otroka, nimamo kje živeti. Oj, hiše pa nimam, ne, reče drevo. Lahko ti dam veje, ne, dam ti veje, pa si iz mojih vej naredi hišo. Ja, ok, the best, in požlaga drevo, tako da je potem sem še steblo in gre. In ga dolgo časa ni nazaj in potem pride spet kot starejši že tako proti koncu delovne dobe. In drevo, super, si prišel, ne, se bova igrala, reče, kaj bova se igrala, ne, life is no fun, življenje ni igra, ne. Ja, kaj pa ti lahko malo, veš kaj, da jaz bi imel čovn. Čovn bi imel, da se odpeljem nekam drugam, tukaj vse da nič. Drevo reče, čovna pa nimam, imam pa še deblo, vzami moje deblo, iztesej si čovn in se odpelje. Ja, dobro, in podre še deblo, tako da ostane še sam štor in ga spet dolgo časa ni nazaj, potem pa pride rež že v pokoju, ne nazaj, sončne in se drevo razveseli, super, ne, prišel si nazaj, zdaj ste še sam štora, pa daj da se igrati. Ne morem se več igrati, ne, sem preutrujen, ne da se mi igrati. Potem drevo reče, zdaj pa mi je žal, zdaj pa ti res nič kaj drugega, ne morem več dati in ponudi, ker sem še sam štor. In potem reče, sej, ne rabim nič drugega, samo en miren potiček, kjer se lahko sedem pa počivam. Pa reče, glej, vse štor je pa ravno zato, ne, da se lahko sedeš name in da počivaš. In potem se vsedem na štor in na njem počivam. Bredo. No, to je zgodbica, je tudi na YouTube video, v osnovni šoli komod gledajo, v angleščini je The Giving Tree, je naslov, The Giving Tree, in so tudi tile podnapisi in kaj je potem dejavnost, pazite, potem pa v 4 kote učilnice, zato se imenuje dejavnost 4 koti, v 4 kote učilnice damo liste, A4 liste z napisom. Na enem piše, fant naj posadi novo drevo, fant naj poišče drugo drevo, genialna ideja enih Belgijcev, s katerimi sem delal to vajo, so rekli, naj gre naprej do drugega drevesa. Fant naj 3 pikice, kaj naj naredi? Drevo naj 3 pikice. In zdaj, naloga udeležencev je, da se v tišini, brez pogovarjanja, razvrstijo tja, kjer mislijo, da je najbolj primerno nadaljevanje zgodbe. In ko to naredijo,
Potem šele jih vprašamo, zakaj si šel ti sem in začnejo govoriti, razlagajo svojo odločitev in potem imajo drugi možnost, da si premislijo. Zato morajo na začetku biti v tišini, ker če se že na začetku pogovarjajo, potem že na začetku najdejo neke kompromise. Na začetku se vsak postavi tja, kamor misli in potem se pogovarjajo med sabo in lahko zamenjajo stališča, če mislijo, da je boljše iti na drugo stran. In posebej spodbujamo koga, tiste, ki stojijo mogoče sami, en ali pa dva, cel razred je na eni strani, dva sta pa tu, ali pa 3/4 tukaj, potem, če je 3/4, potem 1/8 tukaj, pa 1/8 tukaj. In potem spodbujamo tiste, ki so tam, kjer jih je manj. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker to pomeni, da si upajo misliti proti večini, da upajo misliti izvirno. Dobro, to sem tudi mislil. Povejte, da je knjiga v slovenščini. Ja, Drevo ima srce, Drevo ima srce je knjižica v slovenščini, hvala lepa, ki si jo lahko sposodite in uporabite. Tako, mislim, da se s tem prišel do konca, zdaj pa ne vem, še imamo par minutk do Dejana, ali ne vem. Če je kakšno vprašanje, mogoče kdo pove, kam je šel, a se nam zdi, da je Drevo enabler, ki pravzaprav omogoča fantovo zlorabo. Kar želite. Nisem želel prvi, ampak če je slučajno. Torej, hvala za zelo zanimivo. Mislim, da je vredno povedati še nekaj o tem, kako nastopa to znanje, filozofski pristop, učitelj kot moderator, kot nekdo, ki spodbuja, da znanje vrsti v razredu. Kako ta pristop sobiva z enim drugim pristopom, ki pa tudi mora biti, in nekaj ponazorim s tisto ladjo tam, torej, kako prenesti znanja na otroka, da bo znal nekoč zgraditi tako ladjo. In tukaj so preprosto Pitagorov izrek, poznavanje zgodovine ladjedelništva, ti materiali in oni materiali, kako reagira kisik z jeklom in te stvari. Torej, celo polje nekega znanja, ki je vednost in ga je treba prenesti. In tu je v tem smislu govorimo o nekem tradicionalnem modelu, kjer je znanje v učitelju in zdaj mora biti znanje v otroku. Tako da se mi zdi, da je dobro priznati tudi ta model in reflektirati sobivanje teh dveh modelov, ker drugače se zdi, da zanikamo vrednost tega prenosa tradicionalnega znanja. Ja, to se popolnoma strinjam s tabo, samo se mi zdi, da je ta prenos znanja danes ne takole bom rekel, za možnost za prenos znanja imamo tudi preko drugih kanalov kot v šoli. Aleš, se mi zdi, da v šoli je pa ta družben moment, kritično mišljenje, tega pa težko kje drugje dobiš. Se mi zdi, da je zato vredno tega poudariti, se pa popolnoma strinjam s tabo in tudi informacije, kar mi rabimo, so vendarle verodostojne znanstvene informacije o stanju okolja. Nacionalne agencije so zelo pomembne, da nam te informacije dajo. Ampak to je sam prvi korak. Zdaj pa kar nekaj rok, bilo pa mogoče, če se strinjate, damo kolegici. Zato, ker mislim, super, da se je ta debata odprla. Hvala za predavanje, ki samo še bolj potrjuje to, kar smo cel čas v okviru projekta Učilnica v življenje počeli. Z praktičnega predvsem vidika, skupaj z učitelji. In ravno to bi rada poudarila, se pravi učitelj v vlogi ne moderatorja, ampak facilitatorja, oziroma kakor se zdaj tudi uporablja, samo terminološko sem malo tlele, bi rada izpostavljala razlike, oziroma usmerjevalca. Prevaja se dosti tudi usmerjevalca, čeprav meni je bliženo facilitator, zaradi tega latinskega korena, se pravi lajšati. Olajševalec, nekateri nečem, ja. Čeprav olajševalec spet čudno zveni. Se pravi,
kaj smo v vseh teh letih, oziroma jaz se s tem že kar nekaj časa ukvarjam, predvsem sistemskim mišljenjem, vnosom sistemskega mišljenja v šole, tako osnovne kot srednje. Se pravi, ta vloga učitelja, facilitatorja ni permanentna, se pravi, ni 100% v razredu. Naprimer, za začetek enega takega procesa sistemskega mišljenja ali pa nekega problemskega mišljenja, potučnega pristopa, je pomembno na začetku, da je tudi učitelj v tej tradicionalni vlogi, se pravi, mogoče krajši čas in potem pusti ta prostor učencu in da gre tukaj predvsem za kombinacije različnih učnih pristopov, ki je seveda tudi ta tradicionalen pristop učitelja kot podajalca znanja. No, mislim, da je tako, kot je že Dejan rekel, da je to treba kombinirati. Se pravi, skozi vsa ta leta praktično, tudi z učitelji, kar smo se pogovarjali, plus da je tle treba upoštevati še določene neke sistemske omejitve, se pravi šolskega sistema, urama 45 minut in tako dalje. Samo to sem želela. Hvala, še nekaj kolegici. Ja, meni pa ste se ob enem vašem diapozitivu, ki ste ga prej pogledali, porodili dve misli. Tam, kjer smo imeli tiste avtomobilčke izdelane iz embalaže, pa tisto igrišče. Na šolah in v vrtcih se velikokrat na Svetovni dan zemlje 22. aprila, ko se vsi trudimo, da bi nekaj dobrega naredili za naš planet, izvajajo take dejavnosti, kjer vzamemo recimo odpadke, kot so plastenke, zamaški in podobne stvari in se nekaj ustvarja. Vzamemo stvari, ki so problem in bi se ga dalo reciklirati, potem pa iz tega nastane nekaj, kar se sploh ne da več reciklirati. To vidim kot problematično, ker mi potem temu dodamo še lepila, barve, zmešamo različne materiale skupaj in je to potem en velik odpadek, ki se ga sploh ne da več reciklirati in to konkretno ponazarja problem dejavnosti, ki jih izvajamo kot okolju prijazne. Druga stvar pa me je spomnila na naš družinski izlet pred kratkim, ko smo šli recimo v živalski vrt v Ljubljani. Ne vem, če ste opazili, zadnja leta se je živalski vrt spremenil v eno veliko igrišče, kjer je več otrok skupaj s starši na igralih, kot pa pač med živalmi, kjer jih pač spoznavajo, opazujejo in tako naprej, tako da ja, oboje je tak. No, ja, hvala lepa. No, res, jaz zaznavam enak problem. Mislim, da se bodo tukaj živalski vrtovi preprosto morali. Mogoče gre to skupaj s tem. Seveda, biti facilitator ne pomeni zavrniti tradicionalnih tega, da moraš kot učitelj nekaj vedeti. Isto kot ne pomeni samo, da je pa zdaj vse skupaj samo igra, brez spoštljivosti. Mislim, da bodo morali tukaj te ustanove stopiti korak nazaj. Tudi, gledajte, jaz sem bil pred kratkim v Naturhistorischem muzeju na Dunaju, pa bil sem v Louvru. To je nemogoče. Otroci tekajo, razbijajo po vitrinah, gledajo, mislim, niti ne gledajo stvari. Obnašajo vse res tako, kot da je svet tam na voljo za gratifikacijo njihovih, res bom rekel, tistih najosnovnejših človeških gonov. To ni prav. In še tole, recimo, to ni okoljsko izobraževanje. To je izobraževanje ne vem kakšno. In še tole, v živalskem vrtu v Ljubljani sem preslišal pogovor. Otroku so rekli, pa pridi, gremo še pogledat medveda. Ne, gremo na igrala. Ne? Pa so rekli, pa zakaj ne bi gledali živali? Ne, živali so bedne, ker nič ne delajo, pa smrdijo. In edina žival, s katero je ta otrok tisti dan prišel v stik v živalskem vrtu, je bil polhan piščanec v restauraciji. Sorry. Ker tega otroka ni zanimalo tam popolnoma nič od živali. In gledajte, to ni okoljsko izobraževanje. Ne? Ta ideja gamifikacije, da naredimo učenje prijetno, je pomembna. Seveda ti rabiš ne sme biti učenje grožnja. Ampak mislim, da smo pa tukaj po drugi strani malo zašli s poti. Ne? In vse skupaj pretvorili samo v igro. Da ne govorimo o tem, da nekatere institucije imajo ta problem sploh v ZDA, da morajo privabljati obiskovalce zaradi tega, ker so s pomočjo velikih kreditov sploh se zagnali in morajo te kredite odplačevati in potem to izgleda tako, da so, jaz sem bil
v California Academy of Sciences ob 10. zvečer, ker so imeli žure, ob 4. zvečer so žuri, to so DJ-ji, ki vrtijo glasbo, noter, kjer imajo aligatorja, je postavljen šank z koktejli, ljudje pijejo pivo, naslanjajo gor na akvarije. Mislim, to je res, se človek vpraša, kaj je, mislim, kje je v tem izobraževanju. Dobro, mogoče se malo že zdaj začel monetizirati, ampak da vam povem, kakšne prakse dejansko obstajajo in to se prodaja kot sustainability pa environmental education. Ampak še nekdo je hotel nekaj komentirati, pa mislim, da moramo končati. Ne? Samo tukaj so krivi odrasli. Mi. Nekaj se komentira, pa velikrat se zgraža, kakšni so otroci. Ne otroci, mi se vprašajmo, kaj delamo. Tako, ko bom rekla primer, jaz kot mama, sin, so se učili pač o hrani, rok trajanja, pa je rekel moj sin, učiteljica, nimate prav, med pa nima roka trajanja. In je dobil pač podpisal beležko, da odgovarja učiteljici. In sem jaz nazaj napisala, pa sem rekla, če je medu mač, nima roka trajanja. Vemo pa vsi, sistem je pa tak, da deklaracija pač mora biti napisan, ampak si mislim, učiteljica bi mogla to otroke naučiti, ne pa da otrok dobi podpis. To je ta fleksibilnost, ki pa velikrat pedagogijo pač še ni. Ja, mislim, da moramo recimo otroke v tem primeru kakorkoli ne obsojati. Mislim, da je kot rečeno za temi idejami v izobraževanju nekaj narobe. In tudi bom rekel, zdaj pa spet tako od te institucije pa tudi dostikrat težko obtožiti zaradi tega, ker je njihova preživetje odvisno od trga. Tržno pa so zanimivi, če so zabavni. Tako da spet je vprašanje, če lahko koga obtožamo, tako kot smo imeli prej, bolje to, da moramo reflektirati to situacijo, kakšna je in videti, kaj lahko tukaj spremenimo. Ta drug primer je pa mislim, da ravno ta težava, o kateri smo govorili, faktografsko znanje proti neke refleksije. Dobro, gledajte, hvala lepa za vašo pozornost.